hvala, ki ste se odzvali v tolikšnem številu. Hvala tudi medijem, ki ste se odzvali na naš poziv. Vsi vemo, da je ta trenutek v Sloveniji in tudi širše v Evropi in velik reč problem je ta migrantska kriza. Zato se je Zbor za republiko in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve odločil, da naredi danes to okroglo mizo prav na to temo. 4 goste imamo danes, ki bi lahko pozdravil. Profesor dr. Darko Darovec, on je zgodovinar iz Kopra. Dr. Dimitrij Rupel, dolgoletni veleposlanik, zunanji minister. Janez Podobnik, doktor medicine in strokovnjak za varnostna vprašanja, nedolgo od tega tudi minister za notranje zadeve, dr. Vinko Gorenak. Med ali pa po bomo tudi možni kakšni predlogi in tudi vprašanja. Če bi dal zdaj kar besedo gospodu Ruplu, bi to mi začeli. Hvala lepa. Slišimo. Lep pozdrav. Z moje strani. V Zboru za republiko v Ljubljani smo nedavno tega sklenili, da posvetimo večjo pozornost problemu migrantske krize. Ta migrantska kriza pravzaprav se kar naprej razvija in kup novih stvari praktično vsak dan. Zmenili smo se tudi to, da poskušamo nekoliko širše informirati slovensko javnost, ne samo v Ljubljani, ampak da priredimo podobne dogodke, prireditve v večjih mestih po Sloveniji, v Mariboru. Se sliši tako bolje? Ja. Se upravičujem. Torej, skratka, dogovorili smo se, da organiziramo pogovore v več krajih, v več mestih po Sloveniji, no in nocoj smo tu v Kopru. Imamo celo 2 okrogli mizi, ni samo ena, ali pa 2 okrogli mizici, ampak ne da to pretirano ne moti. Jaz bom poskušal narediti en kratek uvod, potem bom dal besedo svojim kolegom. Jaz se bojim, da bom tu pa tam kakšno misel ponovil, ki sem ga že izrekel v Ljubljani. Jaz upam, da vendarle takšnih, ki me zasledujejo po vseh krajih, ni veliko in da boste prostili, torej, če bom povedal nekaj takega, kar je že znano. No, prva stvar, ki jo je potrebno reči v zvezi s to tako begunsko krizo oziroma migrantsko krizo, bolje rečeno, je to, da je potrebno najbrž si biti na jasnem oziroma razčistiti vprašanje razlike med begom in preseljevanjem. Kot se boste spomnili, v začetku, zdaj pa nekoliko močnejše, ja. V začetku so večinoma komentatorji govorili o begunski krizi in o begunskih valovih, oziroma valovih beguncev. Jaz sem celo poskušal objaviti v delu en članek, v katerem sem poskušal razločiti begunce od migrantov, oziroma izseljencev, priseljencev. In sem tudi ugotovil, da je izseljencev prav manjše število, oziroma manjšina, in da je tistih, ki si želijo priti v Evropo, v Nemčijo predvsem, nekateri na Švedsko, Skandinavijo in tako naprej, da je tistih več kot tistih, ki bežijo pred strahotami vojne in ki bežijo zaradi tega, ker so v strahu za svoje življenje. No, tega članka mi pri delu niso hoteli objaviti, čež da imajo oni svoje podatke in teza je bila, da večinoma so vendarle tisti, ki prihajajo na
makedonske, hrvaške, srbske in slovenske meje v bistvu begunci oziroma večinoma ali pa skoraj da vsi takšni, ki si rešujejo življenje. No, kot rečeno, prva stvar, o kateri bi se bilo treba sporazumeti, je da seveda je potrebno ločiti ene in druge in da se treba, tako rečem, natoti čistega vina, v tem smislu, da si povemo, da večina vendarle niso tisti, ki bežijo iz Sirije ali Afganistana in ki si rešujejo življenje, ampak da je večina takšnih, ki pač si želijo izboljšati življenje, ki se želijo preseliti zaradi tega, ker so na nek način čutili, da so povabljeni v Evropo. Kot veste, živimo danes v času hitrih komunikacij, tudi v Afriki, tudi v Severni Afriki, tudi na Bližnjem vzhodu ali Daljnem vzhodu gledajo televizijo, predvsem pa si lahko sporočajo po telefonih, po različnih novih modernih medijih, vse mogoče reči. In ko nekdo pride recimo na cilj, lahko svojim prijateljem, sorodnikom in tako naprej sporoči, kako je s tem in kakšne izkušnje je imel. In število se povečuje in se bo najbrž v prihodnje še povečevalo. Kot veste, je eden od razlogov za to veliko selitev, za te valove migrantov in beguncev, gotovo tudi vojna v Siriji. Začela pa se ni zgodba s sirsko vojno, ampak se začela, če se spomnite, z Lampeduso, kamor so prihajali begunci iz Severne Afrike, Arabci, večinoma, pretežno seveda muslimanske vere. No, glede na to, da je podoba Evrope v svetovnih medijih, televizijskih oddajah in tako naprej, neke sorte, kako ne rečem, zelo mikavna, atraktivna. Lahko je rekli, da se o Evropi širi podoba, ki se je nekoč pripisovala Ameriki, spomnite se pojma ameriški sen. V bistvu mnogi sedanji begunci, migranti razumejo torej mikavnost tega ali pa razumejo ali pa doživljajo Evropo kot neke sorte obljubljeno deželo. Torej, jaz bi ob koncu tega uvoda mogoče sam še eno tezo izpostavil, ki se mi zdi pomembna. Namreč, dejansko se je po koncu hladne vojne, po propadu socializma, po razpadu Sovjetske zveze, po razpadu Jugoslavije in tako naprej, o tem bo morda kolega Darovec, ki je več povedal, ker gre za teorijo zgodovine ali pa za filozofijo zgodovine. Torej, po tem času je nekako na svetovnem ali pa na zgodovinskem prizorišču zmanjkalo tistih skupin, kaj ne rečem, skupnosti, ki jim pravimo zgodovinski subjekt. V zaledju, v ozadju, v zaodrju feudalizma so, kot so nas učili, so čakali kapitalisti, meščani. V zaodrju kapitalizma je čakal proletariat in je potem seveda tudi prevzel oblast na nekoliko nenavaden način, ampak potem zdaj največ nima smisla govora. Ko je propadel socializem, ko je propadel tisti sistem, ki je prihajal, da tako rečem, v imenu proletariata na evropsko, na svetovno sceno, torej, ko se je to zgodilo, marsikdo razume, kot da je naslednja neodrešena ali pa prihodnja
usodna skupnost, prihodni zgodovinski subjekt, pravzaprav neka verska skupnost, oziroma neka velikanska skupina, ki se ji reče lahko vzhodni svet. Zdaj, jaz tu seveda nekoliko namigujem na teorijo Samuela Huntingtona. Samuel Huntington je ob koncu socializma oziroma ob koncu hladne vojne, po padcu Berlinskega zidu, napisal neko zelo vplivno knjigo, v kateri je postavil trditev, da prihodne vojne oziroma prihodni spori ne bodo več spori med razredi in med narodi, med državami, ampak bodo spori med civilizacijami oziroma kulturami. In razvil je teorijo o tem, da obstaja danes v svetu, da obstajajo 4, morda 5, morda 6 velikih skupin, to so zahodni svet, Evropa, država Amerike, Kanada, Avstralija, potem svet muslimanske kulture, potem svet, on ločuje, torej zahodni svet od pravoslavnega sveta, in potem seveda še en svet, ki se identificira bodisi z budizmom, bodisi s konfucionizmom in tako naprej. Skratka, glavni problem vidi Huntington in mnogi njegovi učenci tudi vidijo v konfliktu med Zahodom in Vzhodom, ampak ne Zahodom in Vzhodom v tistem klasičnem političnem smislu, ampak vzhodnim in zahodnim svetom. Že spet ne bom posebej izviren, če povem, da je v bistvu evropsko življenje prav od 17. stoletja naprej utemeljeno na nekem pomembnem dogodku, ki se imenuje Vestfalski sistem, Vestfalski mir, Vestfalski kongres, ki se zgodil leta 1648 po 30-letni vojni. 30-letna vojna je bila vojna med katoličani in protestanti in po tistem se prav začenja eno obdobje evropske zgodovine, ki ločuje med cerkev in državo in ki uveljavlja suverenost držav. Islamska država, ki se, da tako rečem, na nekaterih robovih stika s to našo, kaj ne rečem, migrantsko ali pa begunsko krizo, eksplicitno zavrača vestfalski sistem. Sistem držav, nedotakljivosti meja in sistem, ki na nek način, katerega Slovenija seveda spada, v katerega spada Evropska unija in tako naprej in tako naprej. Islamski državi in tem, ko rečem, radikalnim, ekstremnim muslimanskim skupinam ne gre za to, da bi si ustanovili neko svojo državo s svojimi mejami, ki bi jo tudi, ko rečem, ustrezno branile, čuvale in tako naprej, ampak jim gre za to, da odrešijo svet. Ideja islamske države in ekstremnega islamizma ni postavitev nekega svojega sveta, svoje države, ampak odrešiti nas vse skupaj, Evropejce, kaj ne rečem, zahodnjake, ki živimo v zmoti, ki živimo v grehu in tako naprej in tako naprej. Te zgodbe seveda so bolj manj znane. Torej, ta kontekst nekega svetovnega, kaj ne rečem, neke svetovne zmešnjave v zvezi, ki je nastala po koncu hladne vojne, na nek način se ta problematika dotika tudi problemov, ki so jim priče v teh mesecih, recimo po jeseni oziroma po poletju lanskega leta. Zakaj sem govoril o teh relativno abstraktnih pojmih, pa o teh relativno oddaljenih problemih? Zato, ker mislim seveda, da po eni strani gotovo so za to dogajanje krivi posamezniki, posamezne politike, mene Angela Merkel in tako naprej, ampak vendar seveda tu ne gre samo za
neke epizode, ampak gre za nek zelo resen, splošen problem. Evropska unija na reševanje tega problema ni najbolje pripravljena, se bojim. Tisto, kar bi po mojem Slovenija morala v tem trenutku zahtevati, kar bi morala predlagati in po možnosti uresničiti s pomočjo Evropske unije, je zavarovanje šengenske meje oziroma zunanjih meja Evropske unije. Jaz mislim, da je to tista glavna in najvišja tema, s katero se mora v tem trenutku Evropska unija ukvarjati. In s tem v zvezi, seveda, se mi zdi zelo posrečeno, da imamo danes med nastopajočimi tudi kolego Janeza Podobnika, ki ima sveže vtise iz svojih stikov predvsem v Republiki Nemčiji in nam bo nekaj in v Bruslu in nam bo o teh vtisih zdaj najprej nekaj povedal. Izvolite. Hvala lepa, Dimitri. Dobro večer, hvala za vabilo. Prijetno se počutim tukaj z vami. To, kar je dr. Dimitri Rupel povedal, bi rad konkretiziral na eni izkušnji, ki je posledica dejstva, da sem v zadnjih 6 mesecih imam možnost, da sem vsake 2 meseca, 3, 4, 5 dni v Bruslju na srečanjih Evropske ljudske stranke. Namreč, naslov našega nocojšnjega srečanja je Slovenija in migrantska kriza. Ampak zame je ključno vprašanje tega zapletenega trenutka, tega nepredvidljivega, mednarodnega trenutka, večplastnega, na nek način tudi nevarnega. Vprašanje, ki se glasi, kako bo v teh težkih časih preživela dvomilijonska nacija, ki je pred 25 leti dobila svoje države. To je zame ključno, to je sedaj izziv ljudi, ki živimo v tej državi, sedanje generacije politikov, ki živijo v tej državi in ljudi, ki so povezani z vsemi strukturami, kamorkoli že smo upeti. In zato je moj odgovor na ta izziv, ki si mi ga dal Dimitri, ta, da pravzaprav ne gre za vprašanje Slovenija in migrantska kriza, ampak kljub vsemu gre tudi za vprašanje Evropa in migrantska kriza. Evropska unija in migrantska kriza. Kako delujejo inštitucije Evropske unije? Na kakšen način sprejemajo svoje odločitve? Kdo jih sprejema? Kje in s kom jih sprejema? In tukaj bi rad nakratko delil z vami nekaj mojih vtisov. Rad bi povedal, da sem mednarodni tajnik Slovenske ljudske stranke, ki se bori in upa, da bo ponovno, ko bodo nove volitve vstopila v Slovenski državni zbor in skupaj s našimi partnerskimi strankami v Evropski ljudski stranki, torej SDS in Novo Slovenijo, tudi potem aktivno so oblikovala slovenski politični prostor. Zanimivo je naslednje. Evropska ljudska stranka je ključna evropska politična stranka, ki mora iskati rešitve in odgovore na ta zapletena vprašanja. Tukaj takoj dodajam, da bi bilo bolje, da predvsem socialdemokrati, socialisti, ki so drugi nemočnejši blok, in liberalci, ki so tretji, to so pa ti politične skupine, ki v Evropskem parlamentu tvorijo vlado, Evropsko komisijo, da bi te dve skupini enako aktivno iskali odgovore na ta zapletena vprašanja. Torej, definitivno je postopek naslednji. Prav ta teden bo zelo pomemben za nekatere odločitve v okviru evropskih institucij. Mislim, da v četrtek je srečanje predsednikov vlad Evropske unije. Ampak gledajte, že samo dejstvo, da se pred tem srečanjem srečujejo predsedniki vlad, recimo Višegrajske skupine včeraj, da se bodo en dan prej srečali tisti, ki so bolj povezani z Nemčijo, če bi rečem, da se bodo povezali tiste države, ki želijo deliti nekatere begunska bremena, torej pred srečanjem vseh predsednikov vlad, kaže, v kakšnih zagadkih so se znašle inštitucije Evropske unije.
Da ne bo nesporazuma. Se spominjam izjave iz predprejšnjih 10 dni nazaj, nekdo je rekel, kdo pa je advokat Evropske unije? Včasih ima človek vtis, če sem direkten, še posebej iz teh zelo dosti ležernih stališč, še posebej iz levih političnih vlogov, kot da privoščljivo želijo prinašati slabe novice, da je Evropska unija v hudih škripcih in da bo na nek način, na ta način, kot do sedaj deluje, razpadla. Moj odgovor je naslednji. Evropska unija in njene inštitucije na tak izziv, globino izziva migrantskih in begunskih valov preprosto ni bila narejena. Ko so delali Evropsko unijo, očeti Evropske unije, na to zgodbo, ki je povezana z zgodbo v Bližnjem vzhodu, o katerem je govoril Dimitrij, pa tudi v Afriki, preprosto ni bila usposobljena. V zadnji sobotni prilogi, če ste sledili, je znani nemški demograf in sociolog odlično analiziral situacijo in iz njegove analize je bilo povsem jasno. Napovedi za naslednja desetletja z vidika afriških demografskih trendov so popolnoma nedvoumni, kajti demografija je matematika. Kajti ti na število žensk, ki so v rodovitni dobi, točno veš, kako se bo gibal trend, demografski trend. Afrika bo še naprej eksplodirala in bo bremenila predvsem evropsko zgodbo. Evropa pa je sama v hudih demografskih negativnih trendih in nanjo nima najboljših odgovorov. In ker je eden od odgovorov, eden redkih odgovorov, ki ga imajo države, tukaj bomo biti zelo odkriti, tudi Slovenija je pred tem izzivom, da se v demografskih krizah odloča za odgovorno in premišljeno imigrantsko politiko. Da ti vnaprej, za desetletja naprej, veš, koga boš povabil v tvojo državo, kakšnih struktur, religioznih, kulturnih, izobrazbenih in tako naprej. Sedaj vidimo, pred kakšnimi izzivi se ta ista Evropa, ki je v demografskih težavah in pred bremenom migracijskih oziroma begunskih trendov, o katerih je Dimitrij govoril, namreč nedvoumno je, da je, prej si Dimitrij omenil te 4 ali 5 kulturno-religioznih svetovnih vzorcev, ki jih je Hutchinson napovedal. Ampak vse analize govorijo, da vprašanje migracijske zgodbe v Evropi dolgoročno pomeni islamizacijo Evrope. Če kdorkoli misli, da temu ne bo tako, potem nerealno te stvari ocenjuje. Torej, samo da sem nekoliko zašel. Torej, kako deluje Evropska ljudska stranka? Evropska ljudska stranka ima še vedno večje število predsednikov vlad, čeprav zgleda, da bo izgubila zelo pomembno mesto v Španiji. Kljub temu, da je predsednik vlade iz Portugalske zmagal, torej članica Evropske ljudske stranke, ni oblikoval vladne koalicije. Pred vsakim srečanjem predsednikov vlad, tudi Donald Tusk je predsednik sveta iz kvoti Evropske ljudske stranke, tudi predsednik komisije Jean-Claude Juncker, se dobiva prej, pripravijo stališča. Ampak gledajte, problem je v neenotnosti same Evropske unije. Vodstva, koncepta vodenja Evropske unije se potem sooči seveda tudi z socialističnim, socialdemokratskim in liberalnim. In tukaj niso bila sprejeta enotna stališča. Spomnil se bom, da je že lanskega septembra je Evropska ljudska stranka vnaprej napovedala, da je ena od rešitev absolutno, da se mednarodna politika vključi v reševanje vojne. Brez tega zaprtja zgodbe se absolutno ne more zgoditi, da se kakorkoli te stvari umirajo. Drugo področje, da se na območju takonih varnih držav oblikujejo takovani centri. In seveda tretje področje, tu pa Evropska ljudska stranka vedno ustraja in čeprav se tukaj čas pripisuje nekorektno stališče, solidarnost, ki pa ne izključuje učinkovitost. Učinkovitost pa pomeni, da če imaš šengenski koncept, ga brani, če je slab, ga dopolni, če je napačen, ga spremeni. Ne pa spremi koncepta koridorja, kot v bistvu pade ključni element
šengenskih meril, ki pomeni strahotno varnostno tveganje, da drugi strani ne omenjamo. Zaključil bi samo z zgodbo, ki je vezana na Slovenijo. Mislim, da je prav, da je spodbudno, da poleg Inštituta Jožeta Pučnika, think tanka SDS-a, podobnega strokovnega inštituta, ki ga ima Nova Slovenija, Janez Skrek, pred kratkim, lansko leto jeseni, tudi Ljudska stranka ustanovila Inštitut dr. Antona Korosca. Zakaj to omenjam? Zato, ker sem videl, kako pomembno vlogo ima pri odločitvah Evropske ljudske stranke njihov globalni think tank Wilfrida Martinsa. Vse ključne odločitve, ki so podlaga za odločanje poslanske skupine, ki je največja v Evropskem parlamentu, imajo strokovno podlago v odločitvah tega inštituta. Kaj hočem reči? Situacija je preveč zapletena, dimenzije preveč, da bi se kakorkoli lahko nastanili na improvizacije, stopiti morajo skupaj vsi strokovni in drugi potenciali, ki jih imamo. Toliko. Hvala lepa. Eden od argumentov, ki se pojavlja v javni razpravi, je, da s tem, ko slovenska vlada, pa tudi za druge vlade, postavljajo ograje, meje na svojih mejah, da s tem na nek način ovirajo svobodo gibanja. Šengenska meja, če smo jo odločni braniti, in mislim, da moramo biti odločni braniti šengensko mejo, seveda ne omejuje svobode gibanja, ampak omogoča svobodo gibanja. Kajti šengenska meja je meja Evrope. In znotraj Evrope, vsi smo si tako želeli, je bilo potrebno in je potrebno še vedno in bo potrebno omogočati svobodno gibanje. Če zunanja meja Evropske unije ne bo zaščitena, seveda bo ogroženo svobodno gibanje v Evropi. Zdaj bi jaz rad povabil prispevku kolega dr. Darovca, ki bo, če sem ga prav razumel, oziroma prav razumel njegovo napoved, dal nek zgodovinski pogled na problematiko preseljevanja v Evropi ali pa celo v teh krajih. Takrat seveda Jugoslavija, Slovenija še ni imela niti šengenske meje, niti kakšne druge meje, bile pa so neke meje in morda ne bi bilo slabo, ko bi Darko poskušal primerjati tisto situacijo, recimo, kaj sem 50 let nazaj ali pa še več, s tem, kar doživljamo danes. Izvolite. Hvala. Vojskujemo se z njimi, zato da se poročamo. Je v svojih terenskih zapiskih zapisal priznani ameriški antropolog Salins, ko je poročeval afriška plemena po drugi svetovni vojni. Namreč antropologi so smatrali, zlasti od Durkheima dalje, recimo konca 19. stoletja, da se je potrebno seveda za poznavanje družbe, sodobnih odnosov, ozreti tudi v poznavanje plemenske skupnosti, plemenske ureditve, ki je še živa, ki živi. To so našli teren zlasti pri, recimo, indijanskih plemenih, avstralskih plemenih, pa tudi v Afriki. Kaj kažejo torej osnovni primerjalni podatki? Da je prihajalo vselej do migracij, seveda tudi z vojnami, predvsem pa tudi z sorodstvenimi sistemi, z mešanji, z migracijami, ki so seveda silili v mešanje prebivalstva. Morda je prva kulturna prepoved ali prepoved, ki vzpostavlja kulturo, torej incesta, povzročil to, da je prihajalo seveda v samem sistemu kulture do migracij. To ozemlje naše, če pogledamo, torej Slovenijo ali pa Istro v posebnostih,
beleži morda v zgodovini 3 velike migracijske tokove. To je torej preseljevanje ljudstev konec antike, recimo 6. stoletje. Teda je seveda ravno to območje preplavilo predvsem slovansko prebivalstvo. Pa tudi to ne naenkrat, ampak postopoma. Imamo jih v virih, torej konec 6. stoletja zagotovo, papeških virih. In to preseljevanje najmanj traja tja do torej 9. stoletja, ker je znan Režanski placi, pa potem recimo vsi torej tudi mestni statuti poročajo o tem, da je recimo 13. stoletje obdobje, ko je zaledje slovenskih istarskih mest poseljevalo slovansko prebivalstvo, medtem ko so mesta seveda bila pretežno romanska. Čeprav seveda ves čas je prihajalo do migracij. Tudi recimo popisi prebivalstva avstrijski iz konca 19. stoletja in začetka 20. kažejo tako demografsko sliko. Čeprav recimo v Piranu bi lahko rekli, da polovica prebivalstva nosi tedaj slovanske priimke, čeprav se 95% ljudi v samem Piranu deklarira za recimo Italijane. Veliko obdobje preseljevanj je bilo od začetka 15. stoletja pa vse do 17. v Istri, ko je prav pred vplivom turških upadov oziroma turških osvajanj prihajalo v Istro številno slovansko prebivalstvo, predvsem iz Dalmacije, tudi iz Albanije, iz Bosne današnje, in so prihajali v Istro recimo na pobudo beneških oblasti, ker je bilo ozemlje depopularizirano. Torej, bili so močan ekonomski faktor priseljevanja. Praktično so jih vabili in tudi jim dajali določene ugodnosti, recimo 20 do 25 let so bili oproščeni vsaki davščini, zato da so poselili območje, ga seveda kultivirali, poselili in seveda tudi prinesli blagostanje v deželi. Tretje obdobje je morda obdobje po drugi svetovni vojni, ko je morda nasproten primer, ko je posledica družbeno-političnih vojnih dogodkov, številne propagande tudi z raznih strani in ko se je iz tega območja seveda izselilo številno prebivalstvo, ki se je nekako štelo kot pripadniki italijanske skupnosti, čeprav določene raziskave kaže, da je bilo med njimi tudi 30 do 40% slovenskega oziroma hrvaškega prebivalstva. Seveda so bili prisiljeni odhod pod raznimi okoliščinami. In vsakokrat, ko se dogajajo seveda ti migracijski valovi v zgodovini, ki jim lahko sledimo, kot sem poskušal prikazati na istarskem primeru, recimo od konca antike dalje, so prinašali seveda določene koristi, določene bojazni, določene odpore, ker tudi vsako pleme ima neko notranjo strukturo in potem, ko se pojavijo drugi, ko se pojavijo migracije, seveda nastopi neka bojazen, odpor do tega. Pomembno pa je, mislim, da se seveda dobro organizira, tako kot ste že predhodno povedali, zlasti pred Evropsko unijo, se mi zdi, da je pomembna naloga. Pritegnil bi Dimitrijevovo razmišljanju, da Evropa pravzaprav vabi, tako kot je nekoč Rimski imperij pravzaprav vabil in zato je prihajalo do migracij, tako kot je Beneška republika nekoč v Istri vabila prebivalce z drugih območij, zato da so popularizirali in prinesli novo ekonomsko danost. Tako vidim seveda sedaj Evropo kot tako, kot nek cilj, kot nek ideal za marsikoga in mislim, da to je lahko tudi priznanje Evrope. Da je lahko tudi model, seveda, ki ga prikaže, seveda z ustrezno politiko, z ustrezno strategijo, pravzaprav. Evropa je
vsekakor presenetila ta migracijsko dogajanje, ampak želim poudariti, da se je to v zgodovini marsikdaj dogajalo, da je to neka stalnica pravzaprav zgodovinska, da pa je se odvisno, kako, kdaj tudi organi odločanja prispevajo k ustrezni razrešitvi. In lahko seveda tudi to ugodno vpliva po neki strani na demografsko politiko Evrope. In če se spomnimo, poiskujemo se z njimi, zato da se poročamo, seveda prihaja do novih danosti in lahko novih kvalitet. Pa je, da je Nemčija že izračunala, da bodo migranti prinašali 1% višji BDP nemški državi. No, torej, če dovolite, želel sem poudariti pač to zgodovinsko stalnost migracijskih procesov, ki so prisotni, predvsem pa seveda tudi v zgodovini se spreminjajo določene upravne, administrativne danosti, identitete, te se sooblikujejo vselej v interakciji seveda z drugimi, kot obramba in pa tudi seveda kot sodelovanje. Hvala za to moje razmišljanje. Danes se zelo pogosto omenjata v zvezi z migrantsko krizo dve državi, to sta Turčija in Grčija. Jaz bi rad spomnil na neko situacijo 20-25 let nazaj, ko smo bili soočeni z jugoslovansko krizo. Jugoslovanska kriza je povzročila migracije predvsem iz smeri, denimo jug-sever. Takrat je Slovenija sprejela kar precej veliko število naših tedanjih pa jugoslovanskih sodržavljanov iz Bosne in Hercegovine. Zakaj? Slovenija je bila takrat, tako rečem, tista prva najbližja varna država. Podobno kot je v tej situaciji v zvezi s Sirijo, Turčija tista najbližja varna država. Seveda, vprašanje je, kakšna je sposobnost Turčije za to, da absorbira te velikanske pritiske se strani beguncev, migrantov in tako naprej in tako naprej. Evropska unija skuša, se mi zdi, v tem trenutku narediti neko pogodbo s Turčijo, da bi se zmanjšal ta tok, oziroma da bi valov bilo čim manj. Ali bo to uspešna politika, ali ne, je težko napovedati. Vsekakor pa, seveda, ne gre samo za, kaj rečem, to, o čemer je kolega Daroc govoril, vabilo in pozitivne učinke, ampak gre seveda tudi za sposobnost držav, sposobnost skupnosti, ko gre za absorpcijo, za absorbiranje teh tokov. No, eden od problemov v zvezi z absorbiranjem teh tokov je seveda varnostni element. Varnostni vidik je seveda tu zelo pomemben in mi smo lahko najbrž veseli, da imamo seboj kolega Vinka Gorenaka, ki je bil ne samo notranji minister, ampak tudi je velik poznavalec varnostne problematike. Danes je poslanec v državnem zboru. Vinko, izvoli. Ja, hvala lepa. Rekel večer, sem večer vesel, da sem tukaj z vami. Morda tudi iz razloga, ker sem pred 24 leti tukaj služboval, vodil sem policijsko upravo Koper. To je bil pa čas, ko smo pravzaprav tudi mejo malo bolj resno že fiksirali, ko nismo več imeli samo, bom rekel, vize pa ene marele na mejni črti.
To je en razlog. Drugi razlog pa, seveda, zdaj, gledajte, iz leta 2000 upravljal naloge državnega sekretarja na notranjem ministrstvu. In takrat smo imeli eno serijo sestankov tako v Bruslu, nekaj tudi v Rimu. In kar precej smo jih poslušali na temo ilegalnih migrantov, namreč leta 2000 jih je šlo čez Slovenijo 35,000. Danes smo leto 2015, smo v Schengenu, imamo podatek, da jih je od oktobra do zdaj, se pravi v 4 mesecih, šlo malo manj kot 500 000. Situacija je relativno konfuzna. Jaz bi si želel, da na en stran je treba priznati, da je Nemčija poslala vabilo. To drži, da je enostavno kanclerka Merklova s svojimi izjavami poslala vabilo tem ljudem. Pa vendar ne pozabimo tega, da ima Evropska unija, jaz sem precej kritičen, kot verjetno medijsko poznate, da ima Evropska unija te trenutno še vedno zaporo za Romune in za Bolgare, ki se tam ne smejo zaposlovati, da imamo v Ukrajini kakšen milijon ljudi, ki so bežali na to stran Ukrajine, ki so Evropi precej bližji, po veri, po nekih navadah in tako dalje, pa jim Evropa vrata zapira. Na drugi strani pa so ta vrata odprta. Se sprašujem, če je to prav. Zdaj, nekaj v številkah. Glede, od oktobra do zdaj, kot smo rekli, nekaj manj kot 500 000 ljudi in naša vlada pravi, mi uspešno varujemo šengensko mejo, v okviru danih možnosti, reče predsednik vlade. Predsednik Evropske komisije ga celo pohvali. Ampak, gledajte, realnost ni taka. Realnost ni taka. Kdo lahko potuje čez šengensko mejo? Ki je, kot je rekel Dimitrij, zunanja meja Evropske unije? Meni so časem, ko sem bil minister v Nemci, nemški minister, ne vem, kjer je še vse, običajno rekel na mestu Brdan, kako mi je varuješ mejo. Jaz to je tudi njegova meja, torej naša meja se pače. In je postavil pravzaprav pravo vprašanje. Ampak pogledajte, vlada danes trpi in pravi, ja si, mi to uspešno vse delamo, slovenski narod tega ne čuti nič, kar je tudi res, namreč tistih nekaj dogodkov na meji, ki so bili oktobra, zdaj pravzaprav niti v Brežicah ne čutijo več tega vprašanja. Ampak nekoliko mogoče v Brežicah malo še bili v koncu. Ampak pazite, z vidika šengenske meje je popolnoma jasno. Čez mejo lahko gre državljan Evropske unije, čez mejo lahko gre oseba, ki ima ustrezne vizumske dokumente za vstop v Evropsko unijo, ali pa tisti, ki na meji začne upiti azil. Tistega ne može zavrti. Vse ostalo so ilegalni prehodi čez mejo. In poslej ste tu kar kritični. Kakva pa je razlika med hrvaškim državljanom, ki so ga oktobra prijeli pri Lendavi in je tu potapil čez mejo 7 ali 6 albanskih mladoletnikov. Zaprli so ga, še danes je v zaporu, grozimo do 5 let zapora. Avto smo povzeli. A je kakva razlika med tistim vlakom pa tem avtomobilom? Nobene. Ta vlak plačuje umik državljan. In ta vlada je ilegalno spustila torej v Evropsko unijo še manj kot 500 000 ljudi. Proti predpisom Evropske unije. In dejstvo. In tega jaz ne morem imeti. Ampak pogledajte, zdaj, seveda staja vedno vprašanje, kaj bi pa lahko bilo drugače in kaj bi lahko bilo bolje. Namreč datum 17.10., ko se je zgodil ta masovni val, je bilo možno predvideti pravzaprav na 2 uri točno. Vsi Bolgari so postavili tisto ograjo na Unimeji iz Turčije že 2 let nazaj, nekaj podobnega so počeli Španci. Ko je Orban gradil vso tisto ta veliko ograjo, na Madžarskem
so ga pljuvali praktično povsod po Evropi. Tudi naši mediji in tudi naši politiki. Toda, Madžarska danes ena redkih evropskih držav, ki šengensko mejo varuje, tako kot piše v predpisih v šengenskem varovanju, tudi meja. Ni varuje to svoje meje. In če bi Slovenija seveda pravočasno reagirala potem do tega, kar je prišlo, seveda ne bi prišlo. Seveda stane vprašanje, kako zavarovati 600 in toliko kilometrov meji. Vi rabite, če hočete na 100 metrov postavljega vojaka ali policista, kot je rabi 24 stažnih ljudi. Teh nimamo, se to jasno. Ampak smo pa odgovorni za to, da meje ne varujemo. Zdaj skovarjati se na to, se nismo prva država, se je Grčija, prva država Schengena je malo slab izgovor, po mojem mnenju. Ostaja kruto dejstvo, da smo toliko ljudi spustili v Evropo. In to proti predpisano. Ali smo jedan navabilo več, to je res, spustila jasno. Zdaj, mogoče malo varnosti teh ljudi. Sem zelo skeptičen do tega, a veste, in do vseh tistih in medijev in politikov, ki govorijo o ubogih, bom rekel, prosilcih za azil ali beguncih. Varnostno situacija je relativno jasna. Brez 10 000 evrov v žepu se nekaj ne napot. To je varnostne službe, to vedo. Da tisti, ki ima 10 000 evrov, sploh napot ni šel. Da se mi zdi že tu kar veliko vprašanje. Potem pogledajte eno zdivo. Naši policisti, pa ne se niso za naši, se tudi v Nemčiji podobna situacija. Javnost pač česa ne zve. Probite vi tamle na mejo jec pa mejo že po 10 000 evrov. Zelo pa mi bo. Si ne smete čez mejo ne z 10 000 evrov. Zdaj pa policisti me pa pripričujejo, ne sem 10 pa 20 pa 30 tažnih evrov, tudi 100 tažnih evrov za živeti. Več ne zgodi. Nič se ne zgodi. Kar nekaj kaznivih dejanj je to narediti. Kar ogromno prekrškov se dogaja vsakrat. Pa v tem ne slišimo nič. Ali pa skoraj nič. Pa si ne smemo sem našo situacijo kritizirati. V Nemčiji je ista zgodba. Za kerenske dogodke je bil 4-dnevni moratorij, prednji so prišli v Nemčiji. V Nemčiji policijski šefi dajo komande, pa mu občutek, da pa nas ni več drugače, češ da ne smejo grdo, torej da ne smejo dajati javnost podatkov, ki bi v negativni luči prikazovali te ljudi. Sindikalisti so pa tisti, ki potem to v javnost dajo. Sindikalisti. In pa nas je podobno. Malo smo zvedni za tiste goreče šokovre, pa mogoče še tu pa tam nekaj ostalega pa več. Policisti se dnevno srečujejo s temi ljudmi, ki imajo na telefonih tudi tiste odsekane glavi. Namreč, to nosiš na telefonu, jaz ne vem, če si jih ne vem, poslišaj simpatizer, kaj si, jaz ne bom te več temi reči. Ampak pustimo zdaj ta delček, da nam predolg, glede, mi smo jaz v čaj parlamentu govoril na javnih sejah, na kakvi zaprti seji, še tam na meseca septembra smo upozarjali na naslednjo situacijo. Meje se bodo zaprti. To govorimo že od septembra. Od septembra se meni je predsednik vlade rekel, ti te strašiš ljudi, je rekel. No, gledajte, don se meje zapirajo. Ostalici so meni zdaj tiskovno konferenco, povedali so, da bodo mejo zaprli v tistem smislu, da bodo dnevno vzeli določeno število ljudi, tudi še niso povedali, številke so različne, od 500 do 2000 ljudi govorilo, več pa ne, ampak na neki točki se bo to bolj zaprli. In ključno vprašanje, tudi ključno varnostno vprašanje države Slovenije je, kaj bomo mi naredili v tistem trenutku. Ali smo mi sposobni zavarovati južno mejo na enak način, torej našo mejo na enak način, ali nismo. Jaz sem skeptik. Namreč,
če v trenutku, ko bo Avstrija rekla koncije, ali pa ko bo rekla 500 na dan, če se nam zgodijo prizore, kakršne smo videli posnete s tisto termovizijsko kamero, se spomnite, ne? Da so hrvaški policisti do mejnega prehoda pripeljali množico, ne vem, 5000 ljudi in so se umaknili in pokazali, kam je treba je, ne? Če se nam to zgodi, ne? Potem v tistem trenutku nastane izjemno varnostno problem, ki ga bo lahko, bom rekel, občutil na lastni koži vsak od nas, ne? Če pa bomo imeli srečo, več sreče kot pametni časi, da bojo vse te države tam na naravnaciji do Makedonije skušale zadeve ustaviti, potem pa zna biti malo bolje. Pa da ne bi imel do občutek, da smo proti temu, da Slovenija ti ljudi sprejema. Nisem proti temu. Da Slovenija mora prevzeti, bom rekel, sorazmerni delež glede na število državljanov in glede na brutodružbeni proizvod. Skratka, to, kar mi pač ustvarjamo in imamo, več pa ne moramo prevzeti. In če Nemčija prevzame 1 milijon ljudi, potem, glede na ta dva kazalca, jaz mislim, da se mi moramo ustaviti tam 5-7 tisoč. In ne več. Ker ni mogoče, in se bom skušal zaključiti, namreč sem še dve zadeve mini Schengen, ne? Če države Evropske unije, zlasti pa Nemčija, Benelux in tak naprej, na karavankah, odnosno na tistem delu pri Šentilju, pa tam do Mačarske, to mejo 100% zapre, bojo v tistem trenutku na relaciji med Nemčijo, Belgijo, Dansko, Švedsko in tako dalje rekli, da nimajo več problemov, ne bo več nobene države, ne, pa bojo te mejne kontrole, ki jih danes izvajajo, opustili, ne, in varovali karavanke, odnosno mejo z Avstrijo in Slovenijo, potem bo mi Schengen živo, ne, mi bo govorili o Schengenu, ne, ampak ko boste prišli na mejni prehod, boste pa stali vrsti, tako kot smo stali nekoč s pasošem, odnosno za posebno izkaznico v vrsti. Torej, Slovenija za moje pojme mora prevzeti določen del tega bremena, ne, vendar toliko, koliko je možno. Za mene pa ni možno, s tem pa zaključujem, ne, to, kar smo sprejeli v državnem zboru zdaj, ne, namreč postopku je zakon o mednarodni zaščiti, po katerem Levica je hotela preprosto vso oskrbo za prosilce za azil plus minimalno plačo na roko, ne? Plus minimalno plačo na roko, to sicer ni sprejeto, ampak vendarle je treba reči prosilce za azil v Sloveniji po izračunih finančnega ministra stane 833 evrov na mesec, državljani Republike Slovenije, ki 40 let plačajo davke, pa ima minimalno penzijo, ima pa pol manj. Opustite, to ne gre. In tega jaz osebno ne morem podpirati v državnem zboru, tako ali drugače. Smo pa zadnji, ki smo azilno politiko zaostrujemo, letedanci so šli že tako daleč, da pobirajo celo denar nad določeno višino. Mi moramo to zakonodajo adaptirati hitreje. In zaključujemo ne bomo. Torej, namen seveda je bil ta, da poskušamo problem opisati z več vidikov. In jaz sem občutek, da deloma se nam je to posrečilo. Imamo precej zamotan problem, o katerem je potrebno govoriti čim širše, čim bolj, bi rekel, sproščeno tudi, kritično in tako naprej. Jaz bi rad na koncu tega uvoda rekel predvsem dve stvari. Prvič, to, da je meja med Slovenijo in Hrvaško šengenska meja, je zelo pomembno. Neprijetno lahko, ampak zelo pomembno.
Ker če Slovenija te meje, kot je po svoje seveda varovanje te meje nekoliko neprijetno, če Slovenija te meje ne bo varovala, oziroma če ne bo spoštovala šengenskega sistema, se bo šengenski sistem preselil na slovensko-avstrijsko mejo. Tega bi se najbrž morali zavedati. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da se na nek način naše navade morajo spremeniti, bi se morale v tem primeru spremeniti. Mi smo vajeni prav v teh krajih potovati čez mejo brez težav, ker je to šengenska meja. Če se peljete iz Kopra v Trst, vas ne bo nihče ustavil. In na nek način so se ljudje navadili živeti skupaj. Državčani, Koprčani in tako naprej. Naj bo ta stvar še tako neprijetna, seveda varovanje šengenske meje ni zabavna in ni neresna stvar. Drugo, to je pa zdaj vprašanje, ki ga je nemogoče rešiti hitro in preprosto, je pa vprašanje prihodnosti Evropske unije. Vprašanje, kako je mogoče organizirati Evropsko unijo, da bo ostala področje svobode gibanja, področje svobode trgovanja, vseh mogočih menjav in tako naprej, da bo ostala skupaj. Ostala bo skupaj in ostala bo področje svobode, če bo znala zavarovati zunanje meje. Zavarovanje zunanjih meja Evropske unije seveda zahteva velike spremembe ali pa tehtne ali pa močne spremembe v politiki Evropske unije, najbrž tudi v dokumentih Evropske unije, pogodbah Evropske unije in tako naprej. No, s tem sem jaz prav nekako na nek način zamejil ali pa zaokrožil ta uvod. Imamo še nekaj časa, da se pogovarjamo o stvareh, ki smo jih morda prezrli, in zaradi tega bi jaz povabil občinstvo, spoštovane gospe in gospode, da postavljajo bodisi vprašanja kolegom, meni, ali pa pač povedo, kar jim leži na srcu. Izvolite. Jaz bi mimo glede jaz bi cenil zakaj se naša vlada, pa tudi del opozicije, ne odreče direktno, odnosno manj neposredno. Vem, da je to zelo težko glede mednarodne situacije. Glede muslimanije v Evrope. To v tem kontekstu je samo nekaj omenil spodnje podobe. Nihče ni to omenil. Zdaj se bom pa spomnil, jaz 5 mesecev ali 6 mesecev nazaj sem nekje v časopisu pobral, pa imajo in če je isti načrt, da muslimizirajo Evropo. Ne samo muslimizirati, ne več, da uvedejo šovransko pravo. Jaz sem se temu nasmejal. 5-6 mesecev nazaj sem se smejal. Nisem mogel to verjeti. Danes, po vseh teh peripetijah, ki so se zgodile pri nas, že globoko razmišljam tudi o tej pravljici, ki sem je pred 6 mesecev. Ampak to so objavili dominantni mediji. Ne se ti, da je gledelo, ali jaz sem to mimo glede prečital, ne? Zapomnil sem si pa. In sedaj sprašujem, glede vsega, kaj pogledaj. Nihče ni več prošal, vem, da to ne smejo vladne strukture. Se pravi, vlada še toliko manj kot opozicija. Opozicija se nekoliko spušča, vendar ne direktno. Zato jaz vas direktno vprašam, kaj mi mislite o tej muslimizaciji v Evropi. Ker to je bilo v časopisu javno objavljeno. In pa to je 5-6-7 mesecev nazaj, danes je pa to dejansko pred nami.
opozicija se bori, koliko se lahko, tudi sam dam to vprašanje. Elektronski mediji, kako sporočilo, gleda, budite, gleda, da bi bilo dobro. Hvala lepa. To je še res, ne? To je še lahko. Vsi lahko brez mikrofona. Sem te vprašal, kakšna odgovornost zalivskih držav pa razprejemojo v Rusiji. Jaz je, katerega mikrofon še zrano bi David sam vprašal. Če sem prvo razumel, da selitev narod, ki sem v antiki in tako naprej, eno je ta kulturni krok evropski ali pa krščanski, druge pa muslimanski, ki se širi. Krščanski krok se ne širi v muslimanski. Jaz sem precej časa preživel tudi v Arabiji, v Saudovi in tako naprej. Poznam te ljudi, kako razmišljajo in tako naprej. Tako da tukaj, in drugo pa je zdaj aktualno, ker je papež v Mehiki, Vatikanologi, če ste se spremljali, ko je prihodil na Kubo, ko ste se srečali z Kirilom, sta dala izjavo, so oni interpretirali to zadevo, da pravoslavci pa katoliki, se zdaj pač pogovarjajo, da postavljajo neko mejo religiji, ponovno, skratka muslimansko tole. Se govorili ste o krizi muslimanski, torej begunski krizi, in nekako, kaj namerava, kaj je ozadje tega, če mogoče tudi cerkev, ki ima vpliv na to. Imaš še kdo, kaj? Dober večer vsem, Petar Nemo, te moje ime. Eno vprašanje imam za dolgoletnega diplomata gospoda Rupla. Omenili ste prej dve državi, katere omenimo v begunski krizi, vendar jaz imam še dve. To sta Sovjetska zveza, oziroma Rusija in Amerika. Vsaka krajevna skupnost v Evropi je sprejela več beguncev kot ti dve, pa me zanima, kako komentirate posebej zadnje aktivnosti Rusije in aktivno bombardiranje teh področij. Drugo vprašanje obenem izkoristil za gospoda Gornaka. Kako komentirate varnostno situacijo oziroma njen odsev v Evropi oziroma še najbolj v Sloveniji, glede na to, da vsak zase vemo, kakšno mnenje imamo o zmožnosti varovanja prebivalstva v Sloveniji, organov na način dela, kot ga upravljajo sedaj, in ob tem pod vprašanje, kako gledate na veliko aktivnosti za ustranovanje zakonodaje glede orožja v Evropi, posebej v Sloveniji, in tudi na aktivnost pri odzemu legalnega orožja, bom rekel. Toliko, hvala. Bom dal besedo še drugim kolegom, glede na to, da sem bil izzvan, vse o treh rečeh nakratko nekaj rekel. Prvo, kar zadeva srečanje papeža in torej ruskega patriarha Kirila. Jaz ne verjamem, da bi bila ta tema, begunska tema, ekskluzivna tema njunih pogovorov. Ti pogovori, oziroma to srečanje je bilo pripravljeno del časa. In seveda interes za srečanje teh dveh cerkva ni samo povezano z vprašanjem, ki se odvija v teh mesecih. Seveda, imata pa obe krščanski cerkvi velik interes za sodelovanje tudi pri teh problemih, o katerih danes govorimo. In jaz verjamem, da lahko to sodelovanje prinese dobre rezultate. Glejte, Rusija ima kar precejšno količino muslimanskega prebivalstva in če bi se
posrečilo ruski cerkvi na nek način doseči boljše odnose ali pa še boljše odnose ali pa zadnje neutralizirati določene ekstremne politike, bi seveda to bilo dobro tudi za nas. Sicer pa imam vtis, da je ruska politika na nek način povezana s tem, kar se dogaja, na drugačen način še, ne na način, ki bi, recimo, ki je povezan samo s cerkvijo, z pravoslavno cerkvijo. Rusija se je nedolgo tega, nekaj mesecev tega, začela udeleževati vojne v Siriji. In kot jaz razumem in kot lahko beremo v medijih, bombardiranje se strani ruske vojske povzroča tudi begunsko krizo. Tako da je mogoče pričakovati v prihodnih mesecih tudi seveda negativne posledice tega bombardiranja oziroma spora, pri katerem, da tako rečem, doliva olje na ogenj tudi Rusija, kar nam gotovo ne sme biti preveč všeč. Glede na tisto prvo vprašanje o islamizaciji, če sem prav razumel, zdaj bom tako dal mikrofon tudi kolegu Podobniku, ki je to temo odprl. Bi seveda rekel, da je treba na to stvar gledati, ne bi rad bil niti eden tistih, ki podcenjujejo problem, niti eden tistih, ki dramatizirajo po nepotrebnem. Jaz mislim, da migranti, predvsem tisti, ki želijo boljše življenje, ne prihajajo v Evropo zaradi tega, da bi jo islamizirali, ampak zaradi tega, da bi participirali na evropskem snu, o katerem sem v začetku govoril. Skratka, želijo si boljše življenje, želijo se integrirati in tako naprej. Tu je seveda cela vrsta problemov. Tu je pa res cela vrsta problemov. Jaz bi rad za zaključek tega te svoje intervencije povedal eno anekdoto. S pokojnim predsednikom vlade dr. Drnovškom sva bila, mislim, da je leta 2000, na obisku v Franciji in sva govorila s francoskim predsednikom Chiracom. Chirac je, torej tema je bila, pogovora je bila, ali naj Evropska unija sprejme v svoje članstvo tudi Turčijo. In Chirac je nama razlagal zelo prostodušno, kakšne velike probleme ima Francija z muslimanskim prebivalstvom, oziroma muslimani. Kot veste, v Franciji živi precej milijonov muslimanov iz Severne Afrike, predvsem iz Magreba. Razlagal je cel kup anekdot, cel kup zgodb o družinskem življenju, o problemih med muslimani in zdravstvenim sistemom v Franciji, posebej, ko gre za rojevanje, oziroma rojstva otrok, porodnišnice in tako naprej. No, potem pa rekel, ampak veste, ne glede na to, da imamo mi velike probleme, ne glede na to, da imam jaz osebno veliko zadržkov do vključevanja Turčije v Evropsko unijo, smo mi veliki prijatelji z Nemci. In imamo z Nemci dogovor, da se med sebojno podpiramo, in v tem smislu seveda Francija podpira politiko Nemčije v zvezi s članstvom Turčije v Evropski uniji. Takrat je bil kancler Nemčije Schröder in Schröder je bil, kot veste, socialdemokrat. In potem je Chirac nekoliko pomežiknil in rekel, se veste, Turki oziroma muslimani ne bodo volili krščanskih demokratov,
bo rajši volili socialdemokrate. Skratka, pri tem seveda gre tudi za nek političen premislek. In o tem političnem premisleku se splača govoriti, kot se splača govoriti tudi o širših problemih, o katerih danes govorimo. Zdaj damo besedo najprej podobniku, potem pa še dr. Gojno. Ja, hvala. Torej tudi, ko imigrant, ko se učvrstil v neki družbi in počasi dobi razne pravice, postane državljan in postane tudi volivec. To je lahko zelo, tudi lahko nevarna špekulacija, ampak na vprašanje, ki ste ga postavili glede islamizacije. Najprej, jaz mislim, da je prav, da se o teh stvarih odprto pogovarja. Da se pogovarjamo na način, kot ta tematika to zahteva. To je zelo, zelo resno vprašanje. Ko ste se oglasil, sem se spomnil na dve zadevi. Prva je ta, zanimivo, da je Angela Merkel menda okarala papeža Frančiška, ko je po njenem mnenju preveč direktno povedal, da Evropa postaja stara nerodovitna gospa. Ampak na nek način je Frančišek pravilno povedal papež. No in sedaj sem se spomnil, namreč prihajamo na prostor religioznih verskih dimenzij, ki so absolutno sestavni del te enačbe z večjimi naznakami. Na enem od srečanj, ki sem si zapisal v moj notes, je eden od tam prisotnih nemških članov povedal naslednje. Ko smo se spraševali namreč, kakšen je izhod iz situacije, v kateri se je znašla Evropa, in je bilo vprašanje, kako to, da takrat Evropi, ko je sprejemala svojo ustavo, ni imela toliko notranje moči, da bi priznala, da bi ustavo zapisala tudi na krščansko-judovskih temeljih slonita na Evropa. Je na čem drugem paklo na tega. Pa nismo imeli korajže, da bi to napisali, in je rekel, ali je Evropa še zmožna podati transcendenco, ki bi osmislila naše dejanje. To je zame fenomenalna ugotovitev. Če ti ne osmisluješ svojih dejanj, seveda preko versko-religioznega kroga in kulturnega, ki je stoletja ugrajen v tvoj gen, potem bodo prišli močnejši. In močnejši bodo tisti, ki bodo bolj rodovitni. To uči zgodovina. To uči zgodovina. Poglejte, ampak jaz se sprašujem, kakšen je odgovor za to. Jaz sem pred kratkim prebral eno informacijo. Eden zelo znanih bosanskih vakabitov, ki je zdaj v zaporu, v neki vasi tam so imeli to svojo skupnost, je šel v zapor in za seboj je pustil 4 žene in 18 otrok v Bosni in Hercegovini. In bolj je rekel, to je toliko, kot je 10 poprečno, kot imamo 10 slovenskih fantov otrok. Torej, to je zelo resno vprašanje. Tako da, odgovora na to vprašanje je pa potrebno iskati biti zelo subtilno. Zdaj pa samo še ena tema malo geostrateška, ta zgodba Sirija, Turčija, Rusija. Jaz se sprašujem, kje je tukaj Izrael, tako tiho. Veste, to se dogaja čisto blizu Izraela, ki je leta in leta rohnel, ko so hoteli kakorkoli Iranu zmanjšati sankcije. Sedaj je vtihnil. Palestincev ni več. Palestinski problem je, kot da je rešen. Ta prazen prostor, ki se je zgodil seveda v tem nesrečnem Iraku, ko je odšel prejšnji diktator, ki je bil šiit, so ga potem pokrile sunitske zgodbe. Ta več kot 1000-letna zgodba med šiiti in suniti je tragična, strahotno tragična. In v zadnjih dneh se pa vidi še ena zgodba, tukaj je ta nepredvidljiva Turčija, kajti Turčija se najbolj boji kurdskega vprašanja, po mojem mnenju. In bo storila vse in Kurdom ne kaže slabo. Torej, to je res, ta enačba ima veliko neznank. In tukaj bo potrebno, seveda, kot je nekdo vprašal, kakšna je pologa, zakaj pa ne grejo begunci v Saudsko Arabijo? Zakaj ne grejo v Saudsko Arabijo? Zakaj vsi hočejo iti v to čudovito Evropo, ta sen? Zato, ker so tam človekove pravice na nuli. V Saudski Arabiji, če si homoseksualci zaprejo. Ženske še voziti niso smele do prekratkim. Volilno pravico na lokalnih volitev so lani pa nič dobile. A si predstavljate? To je sunitska država.
Saudska Arabija. Tako da zgodbe so res zaprijene. Ja, na kratko, no, mislim, da govoril o tej uredbi, predvideni uredbi za orožje. Glede, zdaj, nisem zelo vesel, da smo v državnem zboru ne glede na koalicijo, opozicija so vzeli enotno stališče. Evropska komisija strela kost, da jim biti jasno. Če so oni šli zdaj vprašanje omejevanja legalnega orožja državljanov Evropske unije, jaz sem noben terorist ne pride z legalnim orožjem. Vsi da kupijo načrtno terno, pa štenka se dela. Tako da neko omejevanje državljanov Evropske unije, nekaj orožja, legalnega orožja ne oblasti. In jaz upam, da bojo države to zavrnile, kar se tiče našega parlamenta, bo dal negativno stališče ljubima, da smo bili pa res enotni vsi poslanci državnega zbora od tega. Kar se tiče varnostne situacije, zdaj zelo težko je, bom rekel, vse, kar se dogaja od Pariza do teh preprečenih dnevnih napadov v Nemčiji, ki so bili, pa tudi drugod po Evropi, kot veste, se kar dogajajo stvari, vse, ni mogoče vse šteti pa reči, aha, to se pa zdaj dogaja zato, ker so ti ljudje prišli v Evropo. To bi bila zelo taka pristranska ocena. Zdaj, konec koncev, po Evropi so se teroristični napadi dogajali že veliko prej, bom rekel. Ni pa ta del za zanemarjanje, ker obveščevalne službe zelo jasno povedo in zaznavajo, da borci te islamske države vendar tudi prihajajo s tem vladom. Tudi eno z drugim. Ja, zdaj zelo temeljeno vprašanje, če mečkim zanemarjamo, pa ne smemo čiste, sodite pa še ite, ampak pogledajte, Dubaj, Katar, Združeni Arabski Emirati, Katar in tako naprej, so kar relativno svobodne države, sem bolj bil, še 2 leti nazaj, pa nisem še slišal, da bi kjer bolj zavil, vsi v Evropo zavili, to je zelo zanimivo vprašanje. Jaz mi pri tej islamizaciji, temu, kar se rekli predhodnik iz vrsti gospod Mirovnik, to je res, pogledamo v Evropi situacija taka, kakšna je zdelila števila v Evropi, mi bomo verjetno prosit začeli, če bo hotel kdo priti v Evropo, kole čez 40 let. Glede na to, da enostavno ni mladih Evropejcev. Evropa stara mama, stara mama ne govorimo. Ampak hkrati, smo pa hkrati, pa moramo podati eno zadevo. In se bojim, da na neki točki, ker Evropejci ne bomo več večina, da bo to, kar ste rekli. Dokler pa smo večina, pa oprostite. Ker sem jaz bil 2 leti nazaj v Dubaju, v drugi največji džamiji, so mi rekli, da moram dati čevle dol, žena je dobila ruto in tako sem šel bolski spogledati. Po drugi stran pa vidim zadevo par nas, ko ženska sede za volan avtobusa, da bi pelala te migrante, se uprejo in jo naženejo dol. Mi pa seveda zamenjamo šoferko s šoferjem. Men pa nisem pustili z čivko. Tu se mi pa zdi, da smo pa ne malo preveč sredini. Če nekdo potrebuje pomoč, če nekdo je ogrožen, potem bo tudi ženska za volan čisto potrebno. Lepa, zdaj bi povedal besedo še kolegu Darovcu v zvezi z nekim vprašanjem, ki je, kako ne rečem, zaenkrat še ne ravno v središču teh debat, ampak pomembno vprašanje. Vprašanje integracije migrantov, beguncev, muslimanov v evropske družbe. Kot jaz se razumem, obstajata 2 modela integracije. En model integracije je multikulturalen, to se pravi, v bistvu priseljenci oblikujejo paralelne družbe. Imate problem, da recimo Turki ponekod ne želijo se niti učiti nemško, komunicirajo samo v svojem jeziku, s svojimi ljudmi, pač oblikujejo svoje inštitucije in tako naprej. To je prvi problem, ali pa tako rečem, prvi resni
problem integracije. Drug problem ali pa drug model integracije pa je poenotenje. To se pravi, migranti naj bi postali čim bolj enaki večini, naj bi se prilagodili večini. Najbrž boste našli precej teoretikov, pa tudi politikov, ki bodo ugovarjali temu, da se mora nekdo, ki pride v neko državo, nujno prilagoditi sistemu, ki tam vlada. Kolega Garoc, kaj misliš ti o tem? Hvala. Verjetno sem bil izzvan nekako konkretno z vprašanjem muslimanskega sveta. In če mi dovolite, pač tu želim nastopati kot zgodovinar, kot tisti, ki želim seveda te procese spremljati skozi daljši časovni tok. Tako bi tu seveda rad opozoril, da je muslimanski svet, torej muslimanska vera od Mohameda dalje, torej od 7. stoletja, 7. pa do konca 8. stoletja, v dobrih 150 letih, osvojila ozemlje, ki je bilo večje od prejšnjega rimskega imperija. Raztezalo se je vse od Indije pa do Španije in celotno španski polotok, pravzaprav je bil pod muslimansko oblastjo. Torej Španija je z rekonkvisto šele osvojila ponovno ali pa pokristjanila ponovno Pirenejski polotok, ki do nastopa Arabcev pravzaprav je bil nekoliko krščanski, ampak z raznimi ločinami, z raznimi nacijami. Da je pravzaprav Evropa pridobivala na račun muslimanov. Še vsaj do 17. 18. stoletja je bil muslimanski svet molčan. Evropa je pridobivala od njih največje prednosti, ki so jih pripisovali za svoja pravzaprav geografsko osvajanje. Kompas, tisk in smodnik. Vse to je Evropa dobila od Kitajcev preko Arabcev. Zakaj je prav Evropa znala izkoristiti direktno te pridobitve tehnološke, čeprav so bile na Kitajskem znane že 500 let, predno so bile v Evropi, in čudi morda čudežno vprašanje. Ampak verjetno je to seveda sovpadalo z vsemi dogodki, z razvojem človeške civilizacije. Vestfalski mir, 30-letna vojna, je pravzaprav postavila Evropo pred muslimanskim svetom. Prav vojna in tehnološki dosežki v vojni 30-letni so povzročili, da je Evropa postala tribuljaško tako močno, da je potem seveda pregnala tudi Turke skoraj da iz Evrope. In seveda posegla po celotni zemeljski obli. Zdaj govorimo seveda o prevladi zahodnega sveta, Evrope in Amerike. Svoj čas seveda so prevladovali na Rimski imperij, na drugem koncu je ravno tako sredozemski Kitajski imperij. In seveda jaz mislim, da se je težko bati, da bi tako močna civilizacija, kot je evropska, ameriška, se islamizirala. Ne more verjeti. Seveda je pa prav, da Evropa, ko se priznava zase za odprto, odkrito, demokratično, priznava dostojanstvo, priznava multikulturnost in priznava različna religijska prepričanja, da seveda ne ravna v tej smeri in bo tako tudi seveda bolj odprta do svojih notrnih meja, kot tudi v povezavi s svetom. Morda bo ponovno, kot je s kapitalizmom in s profitom seveda zavladala svetu in so to način prevzeli tudi drugi, morda nosila torej poslanstvo tudi o humanosti, o humani družbi in o kvaliteti življenja. Morda bo s tem uspela ponovno doseči prevlado v svetu. Še kakšno vprašanje? Jaz bi imel samo en predlog. Vse se slišimo, ne? V parlamentu bi predlagal, če že moramo sprijeti
migrante določeno kvoto. Naj bojo to ljudje, ki so kristijani. To je moj predlog. Zato, ker oni so ogroženi, v Afriki jim režejo glave, zdaj jih bomo pa tukaj sprejemali kot naše enakopravne državljane. Hvala. Gospoda Rubenja, ampak nekaj vprašal. Če smo podedovali tis kompas, ne po muslimanih, kako sem razumel, dajmo pogledati, koliko je danes Nobelovih nagrajencev iz muslimanskega sveta, recimo muslimanov ali krščanov, ostalega dela sveta. Kje je manjši stvar? Koliko je, mislim, da je 19, mislim, da iz muslimanskega sveta Nobelovih nagrajencev. To tudi nekaj pove, ne, za fiziko, za bio, za zdravstvo, ne. Zdaj prihajajo gor zdravniki, ne. Se malo tako ne piše v naslovih, se malo mediji, ne. Prihajajo zdravniki, prihajajo znanstveniki, prihajajo inženirji, ne, ki je Merkelca povabljeni. Vse nekaj drugega prihajajo. V bistvu ni to dostane. Ne svojim pomagajo. Ne rabi pomagati, to ni Nemči. Mislim, da ne. Inženirji ne to dostane. V Siriji. Ne pomagajo v Turčiji. Še enkrat sem povedal. Mislim, da je 19 Nobelovih nagrajencev iz muslimanskega sveta. Ostali so iz krščanstva. Se ne more nek sprenjati, da nam bo, ker je dosto bogatili te ljudje, oplemeniti, da bodo Evropo daleč od tega. Tako kulturno, kot bi rekel, na znanstvenem področju. Toliko. Nekaj rekel gospodu doktorju Darovcu. Vse sem spoštovanjem do vas, samo, kakor vem po tej demografski matematiki, pri faktoru 1,6 v Sloveniji ste rekel, da se ne bojite, da se bo muslimanski svet širil po Evropi. Pri faktoru 1,6 slovenskem, poznate za ta faktor, je v leta 2100 bo predstavljalo v Sloveniji 75% muslimanskega prebivalstva, 25% pa Dragota Pirca. To je možno, kako ste rekel, Mene je spotno nedavno dodaj na TV Slovenija bilo, ko je naš mufti izjavil, ko smo se slišali, da bo čez 20-25 let večinsko prebivalstvo v Sloveniji muslimanske. Mene je to zelo zmotilo, zdaj, noben se ni odzval, noben ni odreagiral na to. Govor bi mogoče mi dal doktor Darovec. Malo preveč prepričan, da ni tako hudo. Se opravičujem. Poskušal sem primerjati zgodovinsko obdobje. In kaj pravzaprav lahko posamezne kulture ena od druge pridobijo. In to so pridobivale skozi stoletja. In temu se ne moremo upreti. To je struktura. Koncept to je spor. Osnovna, bi rekel, naše potrebe, to so preživetje, varnost in razmnoževanje. Ob temu seveda tu je človek in človeška vrsta kot taka. Identitete in religije se spreminjajo in se bodo spreminjale. To kaže zgodovina in seveda poselitev določenega prostora je potrebna tako za razvoj ekonomije kot medčloveških odnosov. Teritorij je tisti, ki bo tudi v preteklosti, tudi v prihodnosti. In ne nazadnje tudi Evropa se bo seveda že bodoče spreminjala. Odvisno pa, kako bo znala seveda politiko, demografijo, strukturno peljati. In torej tu pravim, da jaz nimam take bojazni, ker vem, da so seveda na položajih odgovorni ljudje, tako v posameznih državah kot v Evropski uniji, in bodo znali te migracijske tokove
njeno, bi rekel, smotrno in strateško usmerjanje. Hvala. Ja, samo nekaj bi dodal na to zelo občutljivo vprašanje. Namreč historija magistra Vite, zgodovina je učiteljica življenja in je zelo dobro, da jo zelo dobro poznamo. In tukaj je pač tako, ampak o vsem tem pa moramo ohraniti realnost naših ocen in imeti odprte oči za dejstva, ki se dogajajo okrog nas. In seveda, nikakor ne želim biti črnogled ali pa strašiti, ampak pravijo, da bo čez 50 let polovico človeštva živelo v Afriki kot kontinentu. In v tistem intervju, tistem znanim demografom, prejšnji teden, pravi, da bo še v 22. stoletju našla Afrika znotraj sebe rešitev. Namreč Kitajska je našla. Eno toliko družini. In ko je pred 25 leti, 30 leti komunistična partija Kitajske uspela to narediti, to grobo potezo, od takrat naprej je Kitajska samo naprej. In postaja absolutna globalna velesila. Torej, povedite, kako je to, rekel, občutljivo vprašanje. Seveda zdaj bi na to vprašanje, torej, vedno sem se spraševal, kje pa je rešitev? Kje pa je rešitev? Jaz vidim eno od možnih rešitev, če se postavim v vlogo Slovenije. 2 milijona nas je, 2 milijona, koliko 400 000, nekaj takega. Po moji oceni bi morali to narediti premišljeno, ne javno, ampak odgovorno in sprejeti modro imigracijsko politiko. Ne javno govoriti, da bomo sprejeli kristjane. Kajti to je tudi proti načelom Evropske unije, če smo rekli. Ampak delamo pa tako. Torej, ampak to lahko naredimo zelo odgovorno, to lahko naredimo z vabili v tiste bližne ali širše državne tvorbe, ki so v državah, pa so njihove mlade generacije, so bliže, rečemo, kulturnemu krogu, ki je lahko tudi pravoslavni, pa je mnogo bližji slovenskim evropskemu kulturnemu krogu, nimam pa nič proti seveda muslimanom, da bomo spomnili. Ampak, gledajte, po našem vzorcu je nedostojno, da imaš 3-4 žene, je tako? Gledajte, torej so neke velike razlike v konceptu doživljanja tudi družinske politike. Tako da so stvari tukaj zelo zapletene, ampak in vesel sem takega odkritega pogovora. O teh stvari to niso vražni govor. To je odkrit pogovor o resnih vprašanjih, pred katerimi smo kot nacija tudi. Hvala. Eno vprašanje bi rada jaz. Če bi Evropa kot krščansko območje uvedla v osnovnih šolah krščanski pouk, povejte mi, koliko muslimanov bi prišlo v Evropo, če bi vedeli, da imajo v šolah obvezni krščanski pouk. Na to vprašanje vam odgovarjam z vidika, kako Evropa doživlja svoj prostor, rekel, odprti prostor. Evropa bi rekla, da bo recimo uvedla krščanski verouk v šolah, ampak istočasno bo svojim sodržavljanom muslimanom tudi njim omogočila, da bo tudi oni imeli svoj verouk v njihovi veri. Evropa je toliko odprta in demokratična, da bo recimo svoje lastne prihodnosti to naredila. Bojim se, da bo tako. Jaz sem hotel dodati še nekaj na to temo. Glede, vsi imamo lahko različna mnenja. Jaz tudi ne bi rad izpadel kak rasist, pa ne vem kaj, ljudje takrat vrš čas napisal tem pisem, ne želim tega, ampak hočemo pa tudi nekaj druga povedati, Glede, moramo si še tam 70 let nazaj, ali pa še več, ko so naši ljudje iz te države odhajali iz ekonomskih razlogov, ali pa varnostnih razlogov, političnih razlogov, če želite po drugi svetovni vojni. Vendar, kam so odhajali? V krščanski svet. V krščanski svet.
Jaz nimam nič proti nacionalnim, ponovno podajam. Vendar, vete, to, kar je nekdo tukaj rekel, ne, uradne politike nekaterih evropskih držav so jasne. Mi sprejemamo samo krščanski ljudi. To so rekli Čehi, to so rekli Ukrajini Slovaki, ne vem, kak je zdaj na Poljskem, ne? Ampak na Poljskem, veste, zdaj bom med malo politično, no? Mi morate upravičiti cestni politik, da se nimam kaj skrivati. Ampak na Poljskem, veste, na Poljskem v parlamentu ni nobene leve politične stranke, ne? Tam tekmujejo nekje, so bolj desni, ne? Zdaj so unita desni izgubili, ampak se prišli na oblast še bolj desni. Oni so pa rekli noben, da ne bomo vzeli. Ampak to ne pomeni, da sem ne vem kak spet proti, bom rekel. Rekel bom pa še tole. Leta 1991, jaz ne vem, kak je bilo v Italiji, vem pa, kak je bilo v Avstriji. Tam na un stran Holnica so proti Pliberku so postavljene šotore, veste. Avstrijci so rekli, a ne se bojo začeli Slovenci bežati, bo zaradi vojne bomo mogli poskrbeti za njih. Spet gospod, če bi vsi tisti, ki smo takrat pristali med 18 in 60 let, zbežali, te države ne bi bilo. Zato je strategija mi moramo biti odvrti, mi moramo v Sloveniji prevzeti del odgovornosti v danej situaciji. Ampak mnogi pa pravijo tudi to, tisti, ki ste stari med 18 in ne vem, 50 let, pa ste sposobni držati puško v rokah, pete domov, pa si naredite svobodo. Še nekaj vprašanj imamo, predlagamo, da še vzajemo 2-3 vprašanja. Zvolite. Ja, jaz bi samo eno stvar kar opozoril. Recimo muslimanski svet ne pozna ločitve cerkve od države. Pri nas pa zdaj, kad se bo gradila džamija, tam bo pač uveljavljeno tako pravo. Jaz tukaj se bojim problema integracije, kot Darovec prej omenil, da ni bojazni. Jaz se pa bojim, da bo zelo problematična integracija z tega vidika, ker oni če sprejemajo naš red, da je ločitev cerkve od države. Prav tega ni. Tu bi jaz opozoril in vprašal, kaj mislite s tem. Lahko? Zvolite. Ko poslušam se to, se mi zdi malo vaše govorjenje defetistično. Prezirno. Nič niste povedali, kje je vitalnost Slovenije, Slovencev, odnosno populacije slovenske, kje so ukrepi, da bi se stimuliralo normalno življenje družine, normalno življenje tudi samohranilke, malice za otroke v šolah. Recimo ena Slovenka, ali pa kaj so nekaj bilo v glavi primer gospe, ki je bila v nekem stanovanju, so jo vrgli na cesto. Noben problem. Denar se najde za to in ono, za normalno recimo razvoj družine v Sloveniji, za normalni razvoj mladega človeka, recimo štipendije, ni denarja. Tukaj je ena izredno slaba politika za stimulacijo razvoja naroda. Tu se ni še naredi, ne? Kljub temu, da se govori o neki socialni, recimo politika, stanovanjska, ne? Če ljudje nimajo strani staršev podpore, nimajo stanovanja. Kje bo plačal recimo za stanovanje 300, 500, 600 evrov na mesec? Delavci delajo, nimajo plače. Mesece so brez plače. Milijarde so šle v banke, milijarde so šle ne vem kam in tako naprej. Na sodišču, kdo je obtožen za, ne vem, 200 milijonov pufa, plača potem 23,000 kazni. To je razbukno, ampak to resnično potem sili in bil neko depresijo, neko občutek izbupa. Prav, kolega, izvolite. V kontekstu te razprave bi rad povedal, da v kontekstu te razprave bi rad povedal,
da ne gre za muslimansko vprašanje, pa gre za krščansko vprašanje. Namreč, mi kristijani smo odgovorni, da je tako, če je tako, kot vi pripovedujete. In kot je rekel gospod Podobnik, Evropa ni hotela zapisati v svojo ustanovno listino, da so njene korenine v judovstvu, Grčiji, Rimu in v krščanstvu. Zato, ker Evropa je pač racionalna država, racijo prevladuje nad vsem in religija, tudi krščanska, pa ostale religije so seveda, kot bi rekel, nek privesek takih, ki so neracionalni, ki ne znajo razmišljati, ne znajo biti znanstveniki in naprej. Tu je velika napaka. In Janez Pavel II. Je rekel, pa ne delam zdaj propagando za religijo, Janez Pavel II. Je rekel, Evropa bo, če bo krščanska. In na srečanju Kirila in Frančiška zdaj na Kubi je Kiril rekel, Evropa bo, če bo krščanska in zato se mi povezujemo. Zdaj do tega povezovanja ne bo prišlo čez noč, to gre počasi, step by step, to so tako počasi ti mlini melje, da je nekaj neverjetnega, ne? Ker cerkev tudi obe delujete v smeri večnosti, ne pa jutrišnjega dne. Ampak sigurno, da bo torej Evropa drugačna, če bo krščanska. In ne nazadnje, jaz mislim, da mora Evropa spremeniti politiko do Rusije, da ne reči, da mora Rusija spremeniti politiko do Evrope in do Ukrajine in tako naprej. Sigurno so tu neke hude stvari, ampak Rusija mora postati tudi evropska. In Rusija s svojim globokim krščanstvom, svojimi, bi rekel, filozofi, teologi, za svojo bitjo je zelo krščanska. In ta bit nam lahko zna pomagati. Se pravi, Rusijo mi smo v NATO paktu, smo za Ameriko, vemo, kaj vse je naredil NATO pakt in Amerikanci, kaj so naredili v Evropi, ampak ne smemo zanemarjati Rusije. Hvala lepa. Hočeš tudi mikrofon? Jaz sem zdaj, verjetno smo tudi ostali zasledili, s tem vadom bor, zdaj ki prišel na Dansko, sem danes prečetal, odnosno sem že par dni nazaj, so dobili starejše gospode, muslimane, z 11-letnimi deklicami, ki so poročeni. To so familije. In so gor tudi bile v teh centrih skupaj z možmi. 11-letne deklice. Ko so zdaj pač, tam je šla, mislim, da tudi tale ministrica za integracijo v luft, in so zahtevali pač za to oči, je, ko govorimo že o tej integraciji, je eden od tehle dostojanstvenikov muslimanskih na Danskem, pač rekel, da se bo morala Danska s tem sprijazniti, da to je del kulture, da ne razbijajo teh družin, ki so že formirane, in da se bo morali pač Evropejci temu prilagoditi. Evropejci, mi, krščani, se prilagoditi. Integracija, vprašanje za vse, integracija to, jo tako razumejo muslimani. Nimam nič proti njim, alo. Res je, samo te integracije spravim, v mojo vaj to ne. V našo krajevno skupnost prijetno tudi ne. To moramo gledati tako Evropo ne, odnosno Slovenijo, Evropo in tako naprej. Jaz mislim, da se ne moremo mi zdaj pač prilagajati, to so, govorimo o absurdni dele, bomo jutri imeli vahabite in šariatsko pravo. To recimo zdaj ne vem, kako bi gospod zgodovinar mi pojasnil, zakaj ne udarijo po prstih na Danskem, konkretno, to je bilo danes in vročito reporterjev, mislim da, ta primer. 27 takih deklic so dobili odnosno deklic v migrantskem centru. To je sigurno danes in potrjeno, če ne se ne bi javil tale dostojanstvenih muslimanskih, ki je pač to odobralo.
odnosno davno sveti, kako naj Evropa se pač prilagodi in razume to kot del kulture. Hvala. Če sem jaz prav razumel kolega Darovca, pa mislim, da ne potrebuje advokata, je hotel reči tole, ne? Glede, Evropejci so imeli svojo versko vojno v 17. stoletju. In takrat v tisti vojni in potem so se Evropejci marsikaj naučili. Jaz mislim, da so danes muslimani precej zadaj, tako rečem, zgodovinsko zaostali za Evropejci in za temi izkušnjami, ki jih mi imamo. Jaz mislim, da ravno denimo spopad med šiiti in suniti, ki je po mojem en centralnih spopadov v muslimanskem svetu, dokazuje to, da vse tisto, kar se je pri nas zgodilo leta 1648, se tam, ali 1618, se tam dogaja danes. Jaz nisem v skrbeh za evropsko civilizacijo, evropsko kulturo, ampak seveda nekaj za to evropsko kulturo je potrebno narediti. In je treba najbrž se organizirati na ta način, kot smo v začetku govorili. Mislim, da Evropska unija potrebuje nekaj, dobro, najbrž tudi nekaj streznitvenih udarcev, ampak seveda potrebuje tudi nek načrt za svojo reformo, v tem smislu obrambe zunanjih meja in tako naprej in tako naprej. Jaz mislim, da je bil ta pogovor doslej kar zanimiv. Če je še kakšno važno vprašanje, kolegica? Dobro večer. Jaz bi imela samo eno konkretno vprašanje v zvezi z migracijsko krizo, ker trenutno v zatišju na novinarski strani vemo pa, da ni. Že nekaj mesecev se špekulira in govori, da se bo migracijski tok preusmeril tudi v naše kraje. Ta je mogoče bolj konkretno vprašanje za kolega Gorenaka. Če on seznanjem, ali to drži, da bo Istra zdaj na udaru in posledično tudi Koper in čez Italijo pa naprej, ali je to bilo samo neke vrste špekulacije? Hvala. Zdaj, jaz sem se kljub tem pogovarjala v avtu, smo se pravi, tiskaj jaz spremljam, bom rekel, malo te tuje vrševanje, kako rekel, pač tako ta javni del, pač smo pa do tega tajnega dela, ampak in če malo htelo prištejete, se vem še, bom rekel, to, kar je splošno znano, nisem pripričan na to zgodbo, ampak ne zaradi Kopera pa Dalmacije, ampak bolj zaradi geografskega terena, tam na prehodu iz Grčije preko Albanije. Ker tam razen, da vem, da bi se avtobusi vozili druge ljudi, skratka manj možnosti vidim, bom rekel, da bi se to res zgodilo, kar vi pravite. Mogoče moram to, kar ste vi rekel. To so prava vprašanja, ki postavljate. Ampak seveda so tudi prava vprašanja, tista, ki se jih nočemo dotakniti. Glede po domače povedano, sem pač ta stil tudi malo nastopanja, ko Blair, ko Vejci na Bogu imeli 2,2 otroka v Biblijo, glede, do takrat se bomo s temi vprašanji ukvarjali. In do takrat, ko ta uvoz, če sem tako reči, grdo seveda trajajo. Kar se tiče pa sodišč, pa smo bomo tiraži, poznate, jaz sem zelo zagovornik sodišč. Gledajte, Žičijska bi pravka, tiste mož tam za tehnični pregled, je dobil za 200 €, je dobil 3 leta nepokojnega zapora. To veš, so naša sodišča učinkovita, se strenjamo. Ja, če nima več nihče nobenega vprašanja. Nekaj bi še recimo. Torej, vsem vi, ki ste govorniki, mi se trudimo dol delati svoje delo. Kdo je tisti, ki uničuje vitalnost ljudi? Kdo uničuje vitalnost ljudi mladih? Zdaj novinarsko vemo, da... Vprašanje je zelo osrečno.
Ne. To je novinarstvo, vemo, da je zelo usmerjeno, kot je bilo usmerjeno izobraževanje in to je ena velika radost. Lahko je sam povem še, kako izgleda šariatsko pravo, ker so prisotni. V Saudi Arabiji, četrtek leta 68. Si šel ven v mesto in četrtek popoldan sekajo roke in tako naprej. No in sem videl, 68. decembra, kako so nalo odsekali prste, še veliko vrste neko olje, tako da se krkne, da ne krvati, da se ne zdi. To je šariatsko pravo.